Z izobraževanjem in programi vseživljenjskega učenja prispevamo k ustvarjanju enakih možnosti za vse, ne glede na starost in družinsko ter družbeno okolje. Vsak si želi, da bi kdaj ustavil čas, da bi poboljšal svet, bi ne prehitro in ne Vsak človek je nepogrešljivi košček zgodovine, beremo v knjigi Vrtiljak življenja, ki je sad večletnega dela zgodovinsko-etnografskega krožka Univerze za 3. življenjsko obdobje Velenje. Študijski krožki so oblika neformalnega učenja, ki daje posamezniku največ možnosti, da se izrazi, zato so priljubljeni tudi v Velenju. Univerza za 3. življenjsko obdobje, ustanovljena leta 1986, pa je poskrbela za vzgojo dobrih mentorjev. V minulem letu je uspešno delovalo kar 53 krožkov, v katerih je bilo dejavnih 500 tretješolcev. Ti najraje pridobivajo uporabna znanja, uče se lončarstva, pletarstva, vezenja, slikanja, igranja na inštrumente ali računalništva. Izobražujejo se za bolj kakovostno življenje na osebni in lokalni ravni. Razvijajo spretnosti sporočanja, negujejo kulturo branja, uče se jezikov in skrbi za zdravje. Opravili so zanimive etnografske, zgodovinske in geografske raziskave, prirejajo okrogle mize in predavanja ter pišejo prispevke za objavo v medijih. Nekateri skušajo slediti svoji umetniški žilici, bodisi likovni ali pisateljski, prirejajo razstave, literarne večere in pogovore z umetniki. Člani društva se vključujejo v življenje lokalne skupnosti s prirejanjem turističnih in etnografsko zanimivih dogodkov. Sodelujejo z Muzejem Velenje, kulturnim društvom Ivan Napotnik, turističnim društvom in občino. Udeležujejo se tradicionalnega Pikinega festivala in tedna vseživljenjskega učenja, pripravljajo pa tudi izbirne vsebine za osnovno šolo. Vsaka študijska skupina vsaj enkrat letno predstavi sadove svojega dela javnosti in če vemo, da je takih skupin prek 50, so v Velenju lahko veseli, da imajo tako ustvarjalne starejše občane, ki so lahko vzor pripadnikom vseh drugih generacij. Ptujski grad je središče našega obzorja, za katerega smo se odločili, da ga bomo na svojih pohodih prehodili. Društvo Zreli vedež Ptuj združuje upokojene učiteljice, ki so svojim znanjem in bogatimi izkušnjami pripravljene priskočiti na pomoč v šolah in kulturnih ustanovah. V društvu je visoko razvita kultura prostovoljskega dela. Članice znajo pri ljudeh zbuditi radovednost in veselje do novih znanj.
V svojem okolju so za zgled, kako lahko upokojeni intelektualci svoje znanje vse življenje nadgrajujejo in ga uporabljajo tudi v dobro širše skupnosti. Ta del, ki ga vidimo tukaj, torej smo mi ves prehodili z željo, da spoznamo svet pred domačim pragom. Na naših pohodih pravzaprav vedno kaj ustvarjamo. In tako so se porodile tudi nekatere ideje, da bi tudi okoli našega mesta pripravili nekaj poti, ki pravzaprav kar same silijo k obstoju. Ptuj je arheološki biser, in zato smo se pogovarjali, da bi pravzaprav turiste povabili na pohod po Mitrejski poti proti Hajdini. Potem smo se odločili in smo preko študijskega krožka Naša pokrajina v Potrčevih delih si zamislili to pot tako, da jo začnemo v študijski knjižnici, ki nosi ime Ivana Potrča, in obiščemo nekatere kraje vezane na Potrčevo mladost oziroma na Potrčeve zgodbe. Skupina Zreli vedež, ki je nastala že kar pred nekaj leti, se je izoblikovala v neko posebno vrednost v tem okolju. Iz razloga, ker se članice ne srečujejo samo zaradi osebnega zadovoljstva, prijateljstva, druženja v naravi, ampak zato, ker želijo spodbuditi radovednost, ker želijo narediti nekaj koristnega tudi za lokalno okolje. Kdor se je zapisal delu za druge, tudi po upokojitvi ne more odnehati. O tem pričuje življenjska pot Metke Zupanek, ustanoviteljice društva Lipa, Univerze za tretje življenjsko obdobje. Društvo ima okrog 700 članov, ki so se odločili skrbeti za glavo, srce in telo. Obiskali smo jih na Menini planini, kjer so se v šoli v naravi lahko posvečali vsem trem področjem hkrati. Letos smo drugič na poletni šoli v naravi. Kaj želimo? Želimo spoznati naravo, zdravilna zelišča nabirati in uživati tihoto in lepoto planine. Letos poteka 30. leto, kar delam na področju izobraževanja odraslih. Najprej na Delavski univerzi kot strokovni delavec, potem kot direktorica Delavske univerze. In ko sem šla v pokoj, sem ustanovila to univerzo za tretje življenjsko obdobje. 23 nas je bilo na ustanovnem občnem zboru. Danes je 700 članov. 3 temeljne dejavnosti so univerze za tretje življenjsko obdobje. Najmočnejše je področje izobraževanja. Prednači jezikovno izobraževanje. Sledijo splošne oblike. Pomembno področje je kultura. Na področju kulture je 7 različnih dejavnosti. Od pevskega zbora, harmonikašic, do literarnega krožka, keramičnega krožka, slikarskega krožka. Metka je imela krasno idejo, da bi imela tudi literarno delavnico. Poiskala je gospo Zlatko Levstek, ki je bila že kar uveljavljena pesnica takrat, in začele smo 4. 3 od teh smo še vedno članice, ampak zdaj nas je že preko 20. Beremo pesmi, si jih ocenjujemo in vsako leto izdamo tudi zbornik. Letos bo izšel že 9. S to kulturno dejavnostjo Lipa velikokrat nastopa. Prinesemo sonček in veselje v dome upokojencev. Pri nas leta mimo naših članov bežijo. Nihče ni star. Nihče ni izgubil volje, nihče ni izgubil svojih idealov. Vsakdo nekaj najde. Ko sem se z Metko Zupanek spoznala pred nekaj leti, nas je bilo 14-15 v krožku za angleščino. Potem se je pa dejavnost te univerze za tretje življenjsko obdobje tako zelo razširilo,
da je danes čez 700 članov, da se vseh teh lepih dejavnosti ne udeležujejo samo upokojenci, ampak tudi njihovi družinski člani, ne samo iz Domžal, ampak iz širše in daljne okolice, ker pač dober glas seže v Deveto vas. Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje pri Ljudski univerzi v Murski Soboti je bilo ustanovljeno pred 7 leti, tako da v zadnjih letih združuje približno 160 do 180 članov, ki so vključeni v različne študijske skupine, od jezikovnih, angleščine, nemščine, računalništva. Odkar smo skupaj, je ves čas ta skupina kazala en interes za računalništvo in sicer za uporabno obliko. V začetku smo se pravzaprav vsi malo lovili, s časoma smo pa rdečo nit povlekli, tako da jaz mislim, da so ljudje zadovoljni glede na to, kar znajo. Po upokojitvi sem praktično jaz še aktivno delal v knjigovodstvu naprej.